Pozdravljeni. Demenca je bolezen možganov, ki se razvija počasi, pogosto leta in prav v tem času bi lahko naredili največ. A jo še vedno prepogosto zamenjujemo z normalno staranje, jo potiskamo stran ali se je sramujemo. Z demenco pa ne zboli le posameznik, temveč celotna družina. Kako prepoznati prve znake, zakaj je zgodnje ukrepanje ključno, kako ohraniti dostojanstvo bolnika in zakaj svojci pogosto ostanejo sami z najtežjim bremenom. Moj gost je profesor dr. Zvezdan Pirtovšek, nevrolog, eden najvidnejših strokovnjakov za zdravljenje demence pri nas. Profesor, dobrodošli. Dober dan. Pogosto rečete, da lahko govorimo o epidemiji demence. Zakaj je temu tako? Ja, morda bi celo uporabil izraz pandemija, kar pomeni, da še večja množica, a ne govorimo o še večji množici. Govorim to zaradi tega, ker tisto, kar je bilo še včeraj mišljeno kot neko normalno staranje, skoraj da se je spodobilo biti nekoliko pozabljiv, če si pred nekaj desetletji dosegel 5. ali 6. desetletje. Danes seveda zelo dobro vemo, da to ni fiziološki proces, ampak da je to pravzaprav neka patologija, neka bolezen, ki se začenja 15, morda 20 let, preden pride tisti usodni torek, morda ko domači ugotovijo, da je babica res že pozabljiva in da se je izgubila. Strašno je veliko teh, torej imenujemo nevrodegenerativnih bolezni, vse več jih je, med njimi je najpogostejša Alzheimerjeva demenca, vendar najhitreje naraščajoča je pa Parkinsonova bolezen. Vzroke za njih ne vemo, vemo, da mora biti nekaj v zraku, nekaj v hrani, nekaj morda v vodi, kajti te bolezni se začenjajo v veliki meri v tistih delih možganov, ki so povezani recimo z dihanjem ali z prebavo našo. In vemo pa zelo dobro, kaj se v možganih dogaja. S tem, ko smo vse starejša družba, ko pravzaprav danes bo povprečen Slovenec dosegel nekaj pod 80 let, Slovenka pa nekaj nad 80 let, da se pogostost demence pravzaprav kar osupljivo in zelo, zelo vidno veča. In če bi, ko bomo stari recimo 80, 85 let, imamo približno polovico, 50%, 40-50% možnosti, da imamo to demenco tudi mi. Kako potem ločimo, da gre za starostno pozabljivost ali da gre za demenco? So kakšni takšni znaki, ki lahko opozorijo? V zelo začetnih fazah je ta razlika pravzaprav zelo subtilna, zelo neopazna, vendar dostikrat vidimo, da človek, ki pozablja zaradi demence, da pravzaprav pozabi tudi nekatere zelo pomembne stvari. Nekdo, ki pozablja zaradi fiziološkega staranja, bo pozabil morda kakšno ime, se ga ne bo mogel spomniti, vendar bo kasneje, čez nekaj minut, ur, morda kakšen dan, ta informacija prišla nazaj k njemu. Medtem ko tak ima Alzheimerjevo bolezen, dostikrat bo pravzaprav pozabil, kaj je pozabil. Potem dostikrat je tako, da pri demenci človek velikokrat pravzaprav pozabi tudi neke stvari, ki so za njegovo življenje zelo bistvene. Ta z fiziološkim staranjem redkeje. Pri tem z fiziološkim staranjem se bo to zgodilo morda 3-krat tedensko, pri tem z Alzheimerjevo bolezen bo to postala pravzaprav dnevna težava. Zelo velikokrat bomo pri zgodnjih oblikah Alzheimerjeve demence našli, da bolnik nekako išče, opisuje besede, reče, in potem sem skušal odpreti, se veš, na vratih tisto,
kako se reče, ko odprem vrata kljuka, se pravi, iščejo besede. Pri demencah dostikrat vidimo tudi, da ob pozabljivosti bolnik pove, recimo, da se je nekako čudno počutil v neki ulici, ki je prej zelo dobro poznal, zdaj pa hodi po njej, pa naenkrat ne ve, če prijem po Trubarjevi ulici, a je potem tista lekarna levo ali desno, in se nemočno obrača. In pri bolnikih z Alzheimerovo demenco bomo včasih, tudi že v zgodnjih fazah bolezni, lahko videli, da se nekoliko osebnostno spremenijo, da je človek lahko morda bolj jokav, morda bolj razburljiv, morda bolj apatičen. Kot sem rekel, v prvih dneh je to, v prvih mesecih, morda v prvem letu je to težko, ampak vse bolj in bolj postaja ta razlika očitna, tako da recimo v drugem, tretjem letu bolezni pa že kar jasno vidimo to razliko. Kaj lahko naredimo, če imamo doma svojca, pri katerih smo opazili te prve znake, ta pa je trmast, noče k zdravniku? Imate kakšen konkreten nasvet, kako lahko to? Vidite, to je zelo pogosto, Ta trma in to nesodelovanje je lahko bodisi strah pred resnico, morda pa je res, ko mi pravijo, da sem bolan, morda pa bom tudi jaz bolel, tako kot je mogoče moja babica ali mama, se pravi, lahko je to strah in zakrivanje oči pred resnico. V takih primerih dostikrat pomaga ponavljan in pravzaprav odprt pogovor in ljudi dostikrat potem nekako, ko povemo, da to ne pomeni, da je on nor, to ne pomeni, da ima tako in tako bolezen, ki se jo mora sramovati, potem dostikrat z pogovorom in s časom potem ljudi nekako prepričamo, da gredo. Težje je, če je to zanikanje oziroma ta upor del bolezni, del te vedenjske spremembe. Sam potem in moram reči, da seveda je to hudo, zlasti pri eni posebni obliki demence, ki jo imenujemo frontotemporalna, ki se razlikuje od Alzheimerjeve. Pri Alzheimerjevi imamo v prvi vrsti motnje spomina in pa motnje recimo orientacije v prostoru. Pri tej frontotemporalni imamo pa v prvi vrsti to spremembo osebnosti. In tukaj jaz potem dostikrat pravzaprav svetujem, včasih popolnoma nemočnim svojcem, da morda izkoristijo neko drugo težavo, ki jo ima bolnik. Recimo nevrologi se bavimo tudi, če te boli križ, če imaš neke mravljince v rokah, če si utrudljiv, če te boli glava. Tako da pravzaprav pri skoraj vsakem od nas mi lahko najdemo neko nevrološko težavo in potem svojcem, hčerkam, sinovom, možem, svetujem, da preprosto prepričajo svojega dragega, da gre tja zaradi mravljincev, zaradi težav s križem. Prosim jih, da me prej o tem obvestijo, da so imeli to težavo in pravzaprav potem pogovor z bolnikom dostikrat začnem s težavo o križu ali o mravljincih v levi roki, vendar ga potem počasi, ko se to zaupanje izgrajuje, ko vidijo, da jim pravzaprav dobro želim in da jim želim pomagati, jih potem vprašam še tudi kakšne druge stvari, in mimogrede dobim tudi podatke o tem, koliko ve, recimo, ne vem, ali je zdaj poletje, ali je zdaj zima, katero leto je. Vse to se da pravzaprav izvedeti, ne v obliki enega, bom rekel, strogega, formalnega izpraševanja, ampak bolj kot en tak prijateljski pogovor. In moram reči, da doslej sem v glavnem imel kar dobre uspehe z takimi, človek bi rekel morda bela laž, vendar to seveda ni laž. Bolnik nima
upogleda in te motivacije. Lahko pa naredi, zlasti pri teh frontotemporalnih vedenjskih oblikah, demenc veliko škodo. Jaz imam bolnike, recimo, ki so prodajali svoje hiše, ki so zapravili vse svoje premoženje, ker jih nekoč nekdo ni ustavil na tej poti vedenjskih sprememb. S čim si še pomagate pri postavitvi diagnoze? Nekaj je pogovor, greste skozi določene vprašalnike oziroma pač imate tako razvrščeno, kaj še? S čim si še pomagate? Ja, naše delo ob srečanju z bolnikom s sumom na demenco je pravzaprav, bom rekel, troslojno. Najprej se z bolnikom, ko ste rekli, pogovarjamo, to se imenuje anamneza. To je s takim bolnikom ponavadi na videz zelo sproščen, spontan pogovor, ki pa ima v sebi zelo določeno strukturo, ki jo jaz seveda moram slediti. Jaz moram zvedeti, kaj on meni, da je njegova glavna težava, kaj pa mogoče njegov partner meni, da je glavna težava, kaj so bile dosedanje bolezni, ali ima morda kakšne druge bolezni, morda ga je zadela kap, morda ima sladkorno bolezen, morda ima težave z ščitnico, morda ima pomanjkanje vitaminov. Posebej te stvari nas zanimajo, kajti te stvari lahko dajo potem sliko demence, kot da je demenca, ampak v bistvu je bolj težava z ščitnico. Potem nas zelo zanima, ali je v družini kdo imel demenco, kajti so določene oblike demenc, ki so tudi dedne. In če imaš ti veliko sorodnikov, ki so imeli demenco, potem imaš nekoliko večjo možnost, da jo tudi ti sam dobiš. Tako da to nas tudi zelo zanima. No in potem nas seveda zelo zanima tudi slog življenja. Ali je sam, ali ima, ali zanj skrbijo otroci, ali živi v skupni hiši z otroci, ali ima neko socialno varnost in potem seveda tudi ali kadi, ali pije alkohol, vse te stvari. Vendar poleg tega, da vprašamo bolnika, potem moramo mi podobne informacije dobiti tudi od sorodnika, od skrbnika in pri nekaterih oblikah demenc, zlasti pri teh vedenjskih, frontalnih, je včasih zelo pomembno, da se z skrbnikom dobimo sami tudi, da lahko skrbnik sproščeno pove. Dostikrat pri teh oblikah demenc pravzaprav vidiš, ker bolnik nima očitnih motenj spomina, se sprašuješ, ampak se gre za čisto prijetnega človeka, ki nima spominskih motenj, zakaj so ga pa pripeljali, Žena si pa morda v tistih trenutkih ne upa povedati, kaj ti mož, recimo del bolezni, del spektra te bolezni, lahko to, da je mož do nje morda nasilen, morda je tudi že udaril, morda ne. In pravzaprav moramo dati ta prostor in čas tudi skrbniku, da nam sam pove to, kar on vidi kot resnico. Kako in koliko lahko sodobnimi zdravili pomagate bolnikom z demenco? Rekel bom relativno skromno, vsekakor bi si želeli več. Vendar pred recimo letom 2000, v prejšnjem stoletju pravzaprav zdravil nismo imeli nobenih in smo lahko samo nemočno opazovali, kako so ljudje v nekaj letih pravzaprav se pogreznili v stanje popolne pozabe, ko na koncu niso spoznali niti samega sebe v ogledalu, niso vedeli, kdo je ta prijazna gospa, ki mi je prinesla te čokoladne bombone, da je to njihova hči morda. No, v tem tisočletju smo v začetku dobili ena zdravila, ki temeljijo na spoznanju, da pri demenci, zlasti Alzheimerjevi, gre za pomanjkanje tako imenovanih nevrotransmiterjev. To so neke tekočinice, ki se prelivajo po možganih in omogočajo dobro delovanje naših možganov. In med temi nevrotransmiterji je za spomin pomembna zlasti en imenuje se acetilholin. Tega acetilholina je zelo malo pri bolniku v možganih, bolnika s Alzheimerjevo demenco, enega drugega, ki se imenuje glutamat, ki pa je po svoje škodljiv, je pa preveč. Tako da ta zdravila, ki jih imamo trenutno, zvišujejo acetilholin in
znižujejo glutamat. Poznamo jih pod različnimi imeni, niso tako zelo učinkovita, kot bi si želeli. Recimo pri kakšni tretjini bolnikov, ki jih damo na ta zdravila, potem sorodniki povedo, ja, veste, pa je kar boljše, odkar smo ga dali na ta obliž ali pa na te tablete. Recimo zadnjič, veste, on zadnjih 6 mesecev ni gledal nobeno televizijo, nič ga ni zanimalo. Zdaj pa recimo, ko je pa na teh obližjih ali pa ko jemlje te tablete, je pa prejšnjo soboto gledal televizijo in rekel, poglej, to je pa Tito pa Jovanka. To so take male stvari, seveda ne pomenijo povratka 20 let nazaj, vendar za družino zelo, zelo pomembno in se ponavadi skrbniki silno razveselijo tiste sobote in tistega Tita in tiste Jovanke. No, pri kakšni tretjini bolnikov, in ta tretjina je po svoje nevarna, zakaj? Pa mi samo zaustavimo tok, morda za leto, 2, morda celo 3. Zakaj pravim, da je to pravzaprav ena skupina, pri kateri moramo biti posebej pazljivi? Zaradi tega, ker skrbnik potem dostikrat reče, na kontrolnem obisku reče, veste kaj, tista zdravila, ki ste jih pa dali, sem pa jaz po kakem mesecu kar ukinil, ker mu tako nič ga niso izboljšale. Seveda ga niso izboljšale, vendar so ga stabilizirale. In kar mi vidimo potem, ko ukinejo ta zdravila, recimo kakšna 2 meseca kasneje hiter upad v kognitivnih funkcijah. In potem je nazadnje tista zadnja tretjina, pri kateri pa seveda zdravila nič ne pomagajo, povzročijo samo lahko stranske učinke in jih pravzaprav ukinemo. Vse to, kar vam pripovedujem, je bilo do sedaj, do tega leta oziroma do nekaj let, do morda 5 let nazaj, ko pa se je pojavilo najprej drugje po svetu eno novo zdravilo, ki pa vzbuja več upanja, ki je boljše, tudi Slovenija, torej Evropska skupnost ga je lani odobrila, tako da če bi bila Slovenija nekoliko bolj ekspeditivna, moram reči, da bi ga že lahko imela, tako kot ga ima recimo Avstrija ali Nemčija, pa vedno znova in znova z lahno žalostjo ugotavljam, kako znamo biti v naši državi uspešni z raznimi birokratskimi preprekami, No, vendar jaz upam, da vsaj v drugi polovici tega leta bo to novo zdravilo dosegljivo tudi v Sloveniji. Kako pa deluje to novo zdravilo? Hvala za vprašanje. Deluje pa na popolnoma drugačen način. Razen tega, da v možganih bolnika z Alzheimerjevo demenco, da je pomanjkanje nevrotransmiterja acetilholina in da preveč deluje drugi nevrotransmiter glutamat in da jih za temi zdravili skušamo uravnavati, opažamo še nekaj. In sicer to, da se v možganih nalagajo jaz včasih temu bolniku razumem kot hudobne beljakovine. Beljakovine, ki so sicer normalen del našega telesa in tudi naših možganov, vendar se nekako spremenijo v svoji obliki. In nekatere od teh beljakovin so v možganskih celicah, te se imenujejo tau, nekatere so pa izven možganskih celic, te se pa imenujejo amiloid. Tako da amiloid in tau, eden od znotraj, eden od zunaj, pravzaprav ubijajo naše možganske celice. No, strokovnjaki so pa sedaj naredili protitelo proti tej beljakovini amiloid. Se pravi, predstavljamo se jih kot neke vojščake, ki jih iniciramo in ti vojščaki potem izločijo ta amiloid, to hudobno beljakovino, ki je med nevroni, med možganskimi celicami in jo izločijo iz možganov. Vendar moram takoj povedati tudi to, da se ne smemo preveč razveseliti prezgodaj. Namreč tistega dne, ko je nam bila postavljena diagnoza demence, ko je zdravnik rekel, veste, imate recimo Alzheimerjevo demenco, takrat je bila škoda v možganih že zelo velika. Bolezen je takrat potekala že 10-15 let, tako da pravzaprav zremo v en del pogorišča v naših možganih in tega seveda tudi to zdravilo ne
popravi. Se pravi tako, da to zdravilo te ne vrne 20 let nazaj, to zdravilo tudi ne zaustavi bolezni, vendar to zdravilo za razliko od vseh drugih upočasni za približno 40% ali pa 30-40% vse je več teh zdravil. Kaj to pomeni? Veste, recimo, če se ti je začela demenca pri morda 75. letu in ti je v toliko bolezni sojeno, recimo, da ti v svojem 81. letu ne boš več prepoznal družine, pa ne boš prepoznal sebe. Potem to zdaj ne bo v 81. Bo prišlo do tega, vendar morda v 84. ali 85. letu. To pa ljudem in družinam veliko pomeni, ne. Jaz moram reči, da ko smo bili v pogovoru tudi z ljudmi, ki odločajo o tem, ali bo zdravilo prišlo ali ne, mi je nekdo rekel, ja, lej, kaj pa je to vredno za 40%? In moram povedati to, veste, da pravzaprav veliko zdravil, tudi recimo onkoloških zdravil ali pa zdravil v interni medicini človeka ne pozdravi, ampak mu pravzaprav v resnici izboljša življenje in mu podaljša življenje in zmanjša trpljenje, ne. Tako da sem takrat pomislil, da če se to vprašanje pojavlja samo pri bolnikih, ki so stari 80 let, ne postavljamo si ga pa recimo pri bolnikih, ki so mlajši, potem je z našim pogledom nekaj narobe. Morda je to oblika neke diskriminacije, a ne lahko. Tako da to ne smemo biti razočarani, če ne bomo se vrnili v to, kar smo bili prej, vendar tukaj je luč na koncu tunela. Zelo, zelo si želim, da bi v Sloveniji to zdravilo, da bi premagali te birokratske prepreke in da bi zdravilo čim prej prišlo. Ja, absolutno. V Nemčiji in v Avstriji recimo je že. Kaj pravijo vaši kolegi? Kakšne so izkušnje v Nemčiji in Avstriji? Dobre izkušnje so, vendar je treba takoj povedati tudi to, da morajo bolniki, ki bodo to novo zdravilo dobiti, biti skrbno izbrani. To so bolniki, ki pravzaprav so v zelo začetni stopni. Razumem, ja. Alzheimerjeve Da se jim da demence. čim bolj pomagati. Tako, ali morda celo mi imamo eno stopnjo pred demenco, ko smo nekoliko pozabljivi, vendar še vedno lahko dobro funkcioniramo, lahko smo eventualno tudi v službi še. In ta stopnja se ne imenuje demenca, imenuje se blaga kognitivna motnja. Pri blagi kognitivni motnji mi v možganih že lahko vidimo te hudobne beljakovine, vendar bom rekel, to razdejanje ni tako hudo, ne, in mi lahko funkcioniramo doma in v službi. No, in to zdravilo bi bilo idealno, recimo, da bi ga človek dobil pri blagi kognitivni motnji ali v zelo, zelo začetni demenciji. Drugo, kar je zelo pomembno, mi vemo, da pri približno 10% to zdravilo lahko povzroči neke male krvavitve ali pa natekanja vode, edem se to imenuje, v možgane. Zato je zelo pomembno, da to zdravilo, ki ga mimogrede prejemamo v obliki infuzij vsakih 14 dni, da mi zelo skrbno spremljamo z slikanjem, z magnetno resonanco, kjer bomo zelo hitro pol ugotovili, ali je morda prišlo do teh krvavitev. Te krvavitve so ponavadi tako male, da jih bolnik niti ne čuti, niti ne zazna, mi na slikih pa lepo vidimo, ne. Ampak vseeno približno v 1% pa lahko pride tudi do hujših krvavitev, kar klinično izgleda kot recimo možganska kap lahko, ne. Zato morajo ti bolniki biti zelo skrbno izbrani, in jih bo pravzaprav manj, kot pa bi si človek želel. Gotovo. Po vašem vedenju, po vaših izkušnjah, ali je bolnike z demenco strah, ko so v delu, ko se ne spomnejo, ko ste prej rekli, gredo po ulici, ne vedo,
ali potem na ta strah pozabijo, ali je to v njih prisotno? Lepo vprašanje, a ne. Bolniki z Alzheimerjevo demenco zelo pogostokrat čisto na začetku bolezni pravzaprav imajo dober pogled v to, da se nekaj dogaja z njimi, so preplašeni, so v depresiji, a ne. In potem seveda proces sam poteka kar naprej in potem pravzaprav pozabiš tudi to, da kakšna usoda te čaka in pravzaprav tega strahu ni več, ne. Morda bi tudi tukaj izdvojil te bolnike z vedenjsko frontotemporalno demenco, pri katerih pa pravzaprav se pa že zelo zgodaj, kot sem rekel, ne da se pojavi motnja spomina ali to, da se izgubljajo v prostoru, ampak se pojavi neka osebnostna motnja, neka vedenjska sprememba, zelo pogosto tudi neko nepriznavanje, popoln nevpogled v to, da se meni to dogaja. In pri takih bolnikih je to dodatna težava potem. Družino, ki jo prizadene demenca, v bistvu je nekako zboli cela družina. Tisti, ki imajo svojca dementnega, povedo, da so na primer izgubili svojega očeta ali mamo, pa je še živ. Kako pomagati svojcem? Kako jim vi lahko kot strokovnjak pomagate? Hvala, da ste to vprašali. To je zelo pomembno vprašanje. Veste, jaz se pogostokrat, ko spremljam skozi leta in razvoj torej te bolezni pri demenci, pri tega bolnika z demenco, pravzaprav se zazrem tudi v skrbnika. Morda na začetku bolezni me fascinira to, kako mnogi skrbniki, mnogi možje, žene, otroci pravzaprav zelo dolgo časa ne opazijo, da je recimo babica dementna. Morda je delno vzrok tudi to, veste, ker se kot ljudje mi vse manj pogovarjamo o nekih bistvenih torej stvarih. Pogovarjamo se o vremenu, pa kako je zdaj sneg, pa kako je bilo dobro tisto ali ono, pa tale ričet je zelo dober skuhan in podobne. Ne pogovarjamo se pa v neki globini. Tudi redko kdaj, ne vem, če ste kdaj vprašali recimo kakšno svojo starejšo sorodnico, ti, kater datum je danes? To se da vprašati na, tako bom rekel, nedolžne načine. Jaz pozabil, kater datum je že danes. In potem je, na začetku bolezni mi je dostikrat fascinantno, ko se od bolnika zazrem v skrbnika in vidim njegovo nejevero. Nejevero to, da mama ne ve, da je zdaj leto 2026, da je zdaj zima, da mama ne zna od 100 odšteti 3 ali 7, da mama ne ve, koliko let ima njen sin. To je ta nejevera. Potem, ko pravzaprav se bolezen diagnosticira in prva leta je treba skrbnikom pomagati, ker težko doumejo ta resnica, da odhaja ta človek, da me ta človek ne spozna ali pa nima rad, ki je vendarle celo življenje mi govoril in kazal, da me ima rad in da me nikoli ne bo zapustil. To je tako težko. Tako da pravzaprav takrat se je treba veliko z skrbniki pogovarjati. V tem smislu, da jim daš psihološko podporo. Tudi, da poveš, da to ni hudobija, da to ni žlehtnoba, da je to bolezen. Ko to doumeš, je potem veliko stvari dosti lažje. Kolikokrat mi kakšni skrbniki rečejo, veste, če bi jaz vedel prej, da je mama da je to bolezen, koliko bi jaz in njej dobrega naredil in sebi dobrega torej naredil. Tako da zelo pomembno je, da v tem obdobju mi zelo skrbnika educiramo. Da mu družba čim bolj pomaga. Tukaj moram izpostaviti zelo dobro vlogo Slovenske spominčice. Moramo skrbnika. To, veste, da ga mi educiramo, tudi pomeni uteho za njegovo dušo. Skozi proces učenja, kaj narediti, če bo mama začela sredi noči vpiti, pa v njemu videti nekega tujca.
to ne pomeni samo znanja, ki te pravzaprav na nek način osvobaja in ti daje neka pomembna orodja, to je tudi uteha, da ti razumeš, kaj se dogaja. Znanje je vedno tudi uteha. In potem v tretji fazi, takrat, ko je bolnik zelo, zelo bolan, ko potrebuje 24-urni nadzor, se pa včasih zavestno zadnjih 10 minut, pravzaprav zapustim s pogledom bolnika, se obrnem k skrbniku in ga vprašam, kaj pa vi, kako jeste, kakšen pritisk imate, ste si kontrolirali sladkor, ste si kontrolirali maščobe, ali v tem procesu skrbi za svojega moža, ali si vzamete soboto, ki mora biti pa čist vaša in morate iti na sprehod in morate iti s prijateljicami na kavo in tortico. In tudi tukaj, veste, so izzivi, kajti dostikrat ljudje tako zelo se žrtvujejo. In tudi ne želijo, dostikrat jaz slišim, ko rečem, pa zakaj vam sin pa hčerka ne bi pomagala, pa ne vzameta za vikend, In potem, veste, tisti odgovor, ki je zelo, zelo pogost v našem okolju. Ne, veste kaj, otrok, pa ne bom s tem nič morila, oni imajo svoje otroke, oni imajo svojo službo, kar tudi je res. In pravzaprav je to spet poziv družbi, da bi družba se morala bolj organizirati, vendar tudi otroci morajo razumeti, da kot so starši nekoč skrbeli za njih, tako morajo sedaj oni skrbeti. In pravzaprav dostikrat skrbnika skoraj da moram prisiliti v to, da ima dan za sebe, da gre obiskat kakega prijatelja, da reče zdravniku, naj mu preveri maščobe, sladkor in podobno. Ti ljudje zelo pogosto ugasnejo telesno včasih prej kot njihov mož z demenco in odhajajo zelo strti, zelo depresivni, s čirom na želodcu, z palpitacijami ali z aritmijami v srcu in bi jim absolutno morali več pomagati. Tukaj smo zelo, zelo slabi. Prav je, da bi jim pomagali. To so res težke, močne življenjske izkušnje. Za konec, ali lahko karkoli naredimo preventivnega, da za demenco ne bi zboleli? Ja. Če me vprašate, ali lahko nekaj takega naredim, da demenco, ki bi mi sicer bila sojena, preprečim, je nažalost odgovor še vedno ne. Če vam je položena v zibelko, bo tam. Lahko, če pa me vprašate, ali lahko naredim kaj takega, da bo ta demenca prišla morda 5, 6, 7 let kasneje, je pa moj odgovor da. In to bi bilo potrebno pravzaprav že začeti v srednjem obdobju življenja. Mi danes zelo dobro, recimo en čudovit članek v prestižni reviji, torej medicinski The Lancet, je identificiral kar nekaj takih dejavnikov, s katerimi mi lahko demenco odložimo, jo ublažimo. Veliko ena stvar je recimo gibanje, ena stvar je intelektualna aktivnost, biti radoveden kot otrok, skušati se učiti nekaj, pa ne nekaj, v čemer si že zelo dober, ampak nekaj novega. Absolutno se izogibati stresu, zelo, zelo malo stvari v našem življenju je, ki so vredne kroničnega stresa. Akutni stres je dober, veste, naredi nas borca. Kronični stres nam uničuje, fizično uničuje možganske celice. Izjemnega pomena je spanje. Danes vemo, da ne sme spati ne premalo, ne manj kot 6 ali 7 ur, pa tudi ne preveč, ne več kot 9 ur. Izjemno je pomembno, da gremo k zdravniku in da vprašamo, kako je z mojim sladkorjem, kako je z mojimi maščobami, da si kupimo aparat za merjenje pritiska. Potem strašno pomembno, da se socializiramo. Veste, na svetu je nekaj tako imenovanih modrih con, ne vem, če ste za njih slišali, to so neka območja, kjer ljudje praviloma živijo kar precej čez 100 let. V Ikariji recimo to, potem je na Japonskem, potem je
na jugu, torej Italije, v Kaliforniji. In medicino zelo zanima, kaj je skrivnost teh ljudi, da tako dolgo živijo. In kar nekaj čudovitih člankov je zdaj objavljeno, ki opisujejo, v čem so ali te pokrajine, ali ti ljudje, ali ti odnosi različni. In ena stvar, ki poleg teh, kar sem jih povedal, omeniti moram še kvalitetno prehrano, ki je v teh modrih conah lokalno pridelana, z veliko ribami. To so dostikrat območja, ki so blizu morja, skratka nekaj, kar bi lahko rekli mediteranski tip prehrane, ne. Pa še nekaj, zelo pomembno je videti, kako se ti ljudje socializirajo, ne. To so različne oblike socialnih skupin. To je lahko jedrna, torej družina, to je lahko enovirsko občestvo, to je lahko recimo lovsko družbo, to so lahko tisti fantje tam, 100-letni fantje, ki sedijo pred oštarijo, pijejo vsak svoj kozarček rdečega in recimo ogovarjajo tiste mladenke, ki še niso 100 let dosegle in ki prihajajo seveda ne iz gostilne, ampak iz cerkve. Kaj hočem reči, da veste, neke skupnosti, to, da se nekomu čutiš pripaden. Pa še nekaj so te študije čudovito pokazale, kako pomembno za naše mentalno, psihično in fizično zdravje je imeti smisel v življenju, ne. Ta smisel ni potrebno, veste, da zdaj študiram Kanta ali mi bo dal recept za smisel življenja. Ne, v teh modrih conah je smisel življenja lahko, ko se zjutraj zbudim, pa pomislim, soseda Franska je zbolela in ji moram, jaz danes bom ji nesel eno bovlo smokev, recimo, ne, in mi je to cilj za danes, ali pa popraviti moram tisto ograjo, ki mu je koza, ki je zbežala včeraj, podrla. Skratka, ti smisli, da se vsako jutro prebudim z nekim smislom. To je tudi zelo, zelo pomembno za naše mentalno ravnotežje in za to, da te tegobe pridejo čim kasneje v našem življenju. Najlepša vam hvala. Hvala vam za Bodite v modri coni, to vam zelo privoščim. Hvala. Tudi vam privoščim, da ostanete v modri coni in da najdete smisel. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.